Leto je naokoli in spet smo se zbrali na adventnem večeru v tem prijaznem, lepem auditoriju naše gostiteljice Škofijske gimnazije Vipava, ker nas vsako leto prijazno sprejmejo. Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v judejski puščavi oznanjal z besedami: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Dovolite, da vam predstavim našega nocojšnjega gosta. Veseli smo, da se je odzval našemu vabilju, gospod Anton Harej. Moja družina, sem 5 otrok, tako da sem rastel v veliki družini, ena sestra je tudi z mano, Metka živijo. Ja, in tudi žena Jernejka z Hano je tukaj, tako da tudi jaz imam 2 hčeri in ženo, živimo v Dromberku, tako da sem rastel v številni družini in tudi zdaj me obkroža številna družina, vseh moji brati in sestre imajo otroka, tako da nas je polno, kad nas bere. Izobrazba, ja, univerzitetni diplomiran politolog, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, 2001 sem diplomiral in potem se zaposlil na SVRK-u, Interreg Italija Slovenija, 15 let sem delal v Štanjelu, dokler se ni zgodil premik na Ministrstvo za kmetijstvo, takrat 2001, in potem kot podžupan 2 leti in pol na mestni občini Nova Gorica. Zdaj sem pa spet zaposlen na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, programi Interreg Slovenija, Avstrija. Doma imam tudi kmetijo, 1 hektar breskev, to je 1000 dreves približno, tako da poleti smo vpeti v delo doma na kmetiji, kar nas bogati tudi v tem smislu, da porabimo nekaj energije tudi v kmetijstvu, kajti se mi zdi, da je tudi to zelo pomembno za neko kondicijo tako, da ni samo, je boljše zdaj? Se opravičujem. Da je tudi pač fizično delo. Eni hodejo v fitness, jaz pa rajši skočam na traktor. Zdaj družbeno angažiranje, poleg tega, kakor se je bilo predstavljeno, sem član Nove Slovenije, ja. Jaz rečem, da karkoli, vse, kar je desno od sredine, je v redu, tako da ni zdaj, da bi edino Nova Slovenija bila ta prava, je treba pa nekako zasledovati pravico in resnico in se mi zdi, da desna stranka vendarle se trudijo vzpostaviti neko ravnovesje v družbi, ki je bilo porušeno skozi desetletja. Lahko da Primorskem rečemo stoletje, kajti dobi fašizma je sledil doba socializma, komunizma in to se potem pozna tudi na narodu, tako da drugače sem pa tudi drugače družbeno vpet, tudi sem predsedoval zavodu Konzorcij vinarjev Vipavske doline. Organizirali smo vinarje, povezali vinarje. Kot mestni svetnik Nove Slovenije v mestnem svetu Nova Gorica sem začutil, da so vinarji premalo povezani, zato sem se trudil nekako povezani, lahko organiziramo kakšne dogodke, lahko kam skupaj gremo in tako naprej. In se mi zdi, da je zadeva lepo zaživela, no. Poleg tega verjamem, da smo tudi tukaj veliko vpeti v župnijo, v pevske zbore, cerkveni pevski zbor pa zdaj v zadnjem času, no, kot podžupan sem pa tudi aktiven v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki tudi organizira goriške večere v Novi Gorici. To je fajn, ker je eno združenje, ki je krovno, se pravi, ne organizira neka politična stranka, samo pomagamo, ampak da je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve seveda ni politično in je potem tu lažje organizirati in tudi zaradi tega pride tudi potem nagovoriš več ljudi. Tako da je to tudi zelo v redu, kar sem tudi kot podžupan zelo podprl. Potem pa tudi v zavodu 1539, ki ga bom predstavil malo kasneje, in pa tudi v skavtih. Organizirali smo tudi starejše skavte in sem tudi član starejših skavtov v Novi Gorici.
Zdaj, zakaj tak naslov? Civilna družba, malo sem se že tega dotaknil, zelo potrebuje kristijane, aktivne kristijane. Zdaj, kaj je civilna družba? Civilna družba so društva, zavodi, vse tisto, kar ni vladno, kar ni državno. In prisotnost kristijana v civilni družbi je zelo pomembna, kajti na tak način lahko vpliva tudi na odločitve. Recimo, če se spomnimo stare ranke Jugoslavije, ko je prišla na oblast nova komunistična partija, je zelo skrbela in zelo potrudila, da je ustanavljala razna društva, mogoče lovska in pa gasilska in tako naprej v tistem času. In kajti trudila se je, da prevzame javno mnenje in javno mnenje se ustvari v civilni družbi. Zato je zelo pomembno, da smo kot kristijani aktivni, čim bolj aktivni, da tudi na tak način ustvarjamo civilno družbo. Hkrati smo pa seveda zgled, pri tem smo zgled mladim, mladi nas opazujejo in prav je, da jim dajemo zgled. Starejšim pač moramo dajati zgled. Ni vedno lahko, posebno kakšno javno nastopanje je težko, oziroma tudi je treba biti zelo izobražen, razgledan, zato se je treba stalno truditi pač, da se izobražujemo, zato da smo potem pri nastopanju in pri zagovarjanju svojih stališč čim bolj suvereni. Pri tem recimo je tudi zelo pomembno, da poznamo razpise občinske ali državne ali evropske, zato da pač tudi pri teh naših aktivnostih lahko prijavljamo naše aktivnosti na same razpise in potem tudi pridobimo sredstva v ta namen. Zdaj, jaz bom malo tako, sem razdelil mojo predstavitev na dva dela. Moče bi najprej malo prikazal moja zadnja leta, tako da bi malo iz prakse, potem bomo pa moče malo spregovorili tudi o teoriji in kako naprej. Zdaj, ko sem rekel, 15 let sem bil na SVRK-u, potem pa se je naredil ta preobrat, se pravi, bil sem imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, pokrival sem področje lovstva in gozdarstva. In v tem letu, zdaj ko gledam nazaj, sem zelo se trudil izpopolniti moj nastop, javni nastop. To ni vedno lahko, tudi danes ni, ker tako se poznamo in tako, je izziv, no, je izziv. In jaz se mi zdi, da tukaj najbolj nas zmanjka, nas kristijanov, tukaj se mi zdi, da bi morali največ napora dati tudi mladim, da bi se opolnomočili prav v tem. Javno nastopanje je zelo zahtevno v nekem smislu, kajti se ti zdi, da te skenirajo ljudje iz vseh vidikov in tako da najbolj je pač, se mi zdi tudi za kristijana kot taka, ker smo tudi sami veliko samokritični, tudi razvijamo samokritiko z spraševanjem vesti in tako naprej in tako naprej. In potem imamo ustvarjeno vprašanje, kaj si mislijo o nas, kakšen zgledam, da ne bom izpadel, ne vem, prevzeten ali pa vzvišen ali kakorkoli. In to je en tak napor, ki ga tudi moramo vsak pač narediti, vsak sam pri sebi. No, drugi preobrat pa je bil decembra 2022, takrat sem pa bil imenovan za podžupana Mestne občine Nova Gorica in smo se takrat začeli zelo pripravljati na Evropsko prestolnico kulture. Tako da je bilo res eno obdobje za Novo Gorico zelo pomembno. Hkrati je pa prineslo eno zahtevno obdobje v mojem tem političnem zorenju, bom rekel, kajti daleč od tega, da bi bilo vse popolno, ne. In prav tu bi vam želel malo prikazati teh ozadij, kajti drugače ni nikoli časa, da bi komukoli to razlagal, danes si bom pa vzel čas zdaj
če mi dovolite, da boste bolj spoznali, skozi kaj recimo sem šel in kaj je tudi pripeljalo do tiste odločitve, ko sem zapustil tole proslavo, ki je bila omenjena. Se pravi, ko smo nastopili mandat, nam je bilo rečeno, smo podpisali smo zavezo, da bo v 6 mesecih po podpori, mi smo v drugem krogu podprli župana Svobode in v našem sporazumu, ki smo ga podpisali na dan te tiskovne konference, je pisalo v 4. členu, da bomo sklenili koalicijsko pogodbo v 6 mesecih. In te koalicijske pogodbe nikoli ni bilo. Namesto koalicijsko pogodbo so po 3 mesecih spremenili in so rekli, da bojo samo naredili en sporazum med strankami, vsemi strankami, da bomo delovali vsi v dobro mestne občine Nova Gorica, kar je itak logično. Nobena stranka ne bo delala kontra svojemu območju. Tako da je bilo v bistvu, že to smo se nekako seznanili s načinom delovanja. Tudi eno leto ni bilo sestankov s županom, sploh nobenih, nismo imeli nobenih koalicijskih usklajevanj. Potem tudi sam nisem imel pregleda nad trošenjem proračunskih sredstev. In v bistvu je moja služba bila skrčena na protokolarne obiske, srečanja, gostovanja in tako naprej. Dosti sem bil tudi čez mejo, spoznaval sem čezmejne Slovence v Italiji, vse te organizacije, tako da je bilo tudi ogromno lepega in poučnega, tudi zame, vendar tu pa nas je motilo kot koalicijske partnerje. Tako da, poleg tega, če se spomnite, sta tudi oba škofa ugotavljala, da v prijavni knjigi Evropske prestolnice kulture ni omenjenega krščanstva. Omenjeno so starokristjani in omenjeni so Judje, Židje, židovska pokopališče in pa sinagoga. Krščanstva pa kakor da ni bilo, oziroma kakor da ni bilo, pa smo tukaj 1000 let najmanj prisotni. In enostavno so zaobšli ta pojem. Tako da za odstop iz podžupanstva je bilo več kot več razlogov. Zdaj sem vam pač povedal najbolj pomembne. Hkrati pa seveda so se dogajale tudi druge stvari, dobre stvari, in zato je ta odločitev nekako ni dozorela, je dozorela šele po 2 letih in pol, oziroma je seveda škripalo ves čas, vendar so bile pa tudi dobre stvari, ki bi jih rad predstavil. Pridobili smo namreč projekt Singles Corners, tukaj je bila mestna občina Nova Gorica vodja projekta, jaz tudi pri mestni občini sem vodil projekt in je bil zelo, zelo lepo sprejet. Šlo je pa za zborovsko petje na vasi, povzeli smo idejo iz petja Tabor nad Dornberkom, pevskih večerij, vsako leto junija, in to smo hoteli prenesti na več lokacij in to nam je zelo lepo uspelo, tako da smo imeli eno v Braniku, pa na Sveti Gori je bila zaključna, potem smo naredili v Ravnici. V glavnem je bilo zelo lepo sprejeto in tudi je bila ena taka lepa zgodba o uspehu. Potem sem bil tudi član Lasa za Goriško, Las v objemu sonca, to je lokalna akcijska skupina, to so evropska sredstva, delita jih Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za gospodarstvo, in tukaj smo pripeljali potem tudi sredstva za obnovo Potarjeve hiše v Taboru nad Dornberkom, Muzej Aleksandrink v Prvačini nadaljuje obnova in pa tudi degustacijska soba v Rihenberškem gradu za vinarje. Hkrati sem se pa trudil, to sem pa tudi, potem se bom tudi bolj predstavil. Hkrati so pa tekli vzporedno še projekti Art-U, kjer sem poskušal pripeljati umetnike za Karitas, vsakoletno dogajanje na Sinem vrhu, v Evropsko prestolnico kulture. Poskušal sem z
prijavnico. Pripravili smo prijavnico in tudi je prijavili, vendar ni bila dovolj ocenjena, seveda, kar je zelo, zelo čudno, kajti 30-letnica, lani mislim, da je bilo 30 let, okrogla in to bi bilo krasna ena tudi lepa promocija tega festivala in bi zelo pašalo, da bi obogatilo dogajanje v Evropski prestolnici kulture. Hkrati sem se trudil povezati obe škofiji, škofijo Koper in nadškofijo Gorica. Pripravili smo projekt Youth Horizont, v bistvu je nagovarjalo mlade. Škofije razmišljali smo, da bi gostovali mlade iz različnih šol in potem jim predstavili zgodovino, tisočletno zgodovino, ne 80-letno, ne, tisočletno zgodovino Goriške in jih peljali ali na Sabotin ali na Sveto Goro. To bi bil enodnevni izlet, mogoče enodnevno te šolske ekskurzije so tu, ne, kjer bi bilo hkrati malo poučno in malo športno, tako da tudi lušen projekt, vendar nažalost ni zaživel, ni dobil podpore pri ocenjevanju. Hkrati smo načrtovali tudi večji katoliški dogodek, ki bi se izvajal sredi Nove Gorice. Hoteli smo cerkvene pevske zbore združiti in pa skavte, kjer bi bila na travniku pred občino, bi naredili eno tako lepo manifestacijo katolištva in prostovoljstva katoliškega, vendar potem to nekako ni bilo zrealizirano, je bilo pa načrtovano, smo prišli kar že daleč, tudi že do režije, vendar potem nekako smo se odločili za druge aktivnosti. No. Kar sem bil zelo vesel tudi, veljalo je za izgubljeno gradivo komisije, ki je delovala na Mestni občini Nova Gorica v letih 90-95. Takrat so bile te komisije, ki so se ukvarjale s povojnimi poboji in to gradivo na Mestni občini Nova Gorica je veljalo za izgubljeno. To je, ker takrat je bila še združena občina, potem po 95. letu se je ta upravna enota Nova Gorica oziroma takratna stara občina razdelila na več manjših in je to gradivo veljalo za izgubljeno. Takrat komisijo na Mestni občini Nova Gorica je vodil gospod Zorko Pelikan in se postavlja obeležja na teh treh lokacijah Zalesnika, Cvetruš in Podlesnika, Podgomila na Trnovsko-Baški planoti in to gradivo enostavno se ni našlo in potem smo ga vendarle skupnimi močmi zbezljali ven iz arhiva, no, pa res sem bil vesel tega, da smo tu dobili to gradivo. In pa tudi večeri za mlade. V zadnjih 2 letih se tudi trudimo, ena skupina staršev, da bi povezali mlade iz našega območja, da bi jim ponudili mesečna srečanja in z različnimi gosti in tudi krožimo od župnije do župnije, kar je tudi, se mi zdi, zelo pomembno, kajti v obdobje, ki vstopamo, v obdobju vedno večjega laicizma in tako, se mi zdi zelo pomembno, da se mladi povezujejo, da se poznajo in tako ustvarjamo neko večjo kritično maso tudi za kakršnokoli organizacijo ali kakršenkoli dogodek. Tako da se mi zdi, da je tu tudi bilo nekaj dobrega. Zdaj, v tem času, no, tudi največji razlog pa, da sem ostal podžupan, je pa gotovo bila izjemno posrečena izbira škofa Jurija za vikarja v Novi Gorici za področje Evropske prestolnice kulture, gospoda Bogdana Vidmarja. Midva sva se zelo dobro spoznala. Bil je izjemno bogat človek in moram reči, no, da je bil res prav en milostni čas zame. To je težko skoraj opisati z besedami, kako je nekako, kljub temu, da sva oba vedela, da sva potisnjena v kot,
sva izjemno lepo sodelovala in tudi izjemno lepo razvijala to, kar sva mislila, da je za Novo Gorico, Evropsko prestolnico kulture, dobro, kajti vsaka dejavnost, ki jo prinesemo v neko tako mestno občino, kjer so relativno vse vsebine krščanstva potisnjene v kot, da se nekaj dela, da se nekaj vidi in da se nekaj tudi pozna. Tako da že v letu 2022, ko je, mislim, da je 22 prišel gospod Vidmar v Novo Gorico, se je ustanovil cerkveni odbor. Cerkveni odbor je bil imenovan iz župnij, sosednjih župnij Nove Gorice, iz Nove Gorice in sosednjih župnij, po 1-2 člana iz večinoma iz pastoralnega sveta oziroma gospodarskega sveta. In oni so začeli tuhtati, kako naprej. Odločili so se, da bojo ustanovili zavod 1539. Letnica 1539 je letnica prikazovanja svete Marije na Sveti gori Urški Ferligojevi. In tako da potem se je tudi vzel zavod ime, gre pa za Zavod za razvoj kulture, humanizma in religije. Zdaj, ta zavod je bil mišljen, da se bo prijavljal na te razpise, ki so bili v planu na Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. To je tudi javni zavod v Italiji, ki je tudi je razpisoval ta sredstva evropska. In Zavod 1539 je poskušal dohiteti ali pa pohiteti z nekimi projekti, da bi se pravilno tudi vključil v dogajanje Evropske prestolnice kulture. Zdaj, ta cerkveni odbor je ta zavod ustanovil in tudi potem oblikoval usmeritve in pa želje, kako vidijo ti člani, kako bi mogla zadeva teči. In tudi res na teh razpisih se je prijavilo kar nekaj projektov. 2 sta bila uspešna, projekt Sveta Gora in Oglej, ta goriški kamino, tudi mu rečejo zdaj, je bil uspešen na prvem razpisu. Bil je uspešen tudi Vina miru in prijateljstva, kjer, če slišite, so dražbe na kapeli Kostanjevici, ravno tako frančiškanski samostan, vodilni partner. Tako da frančiškani so bili kar uspešni. Medtem ko te uradne cerkvene strukture, škofije pa ne, na žalost. Poskušali smo 2-krat, sem že prej omenil Youth Horizont in pa en poskus je bil pa tudi župnija Grgar z župnijo San Rocco v Italiji in tudi niso bili uspešni. Tisti je bil pa bolj na vsebinah Urške Ferligojeve in pa Svete Gore. Ta tudi ni prišel skozi, ni bil uspešen. Mene je zelo začudilo, da škofije niso dobili recimo projekta. To je zelo nenavadno, no. V neki normalni družbi bi škofije morale imeti en projekt, kajti taki močni partnerji, kakor smo jih pripravljali skupaj, je zelo nenavadno, no, da ne dobijo projekta. Vendar pač se bomo morali očitno tudi na to navaditi. Je pa v nekem normalnem zahodnem svetu to ne bi bilo, no, razumljivo. Zdaj, Zavod 1539 je pripravil tudi program dogodkov, tako že v letu 2024, potem pa tudi v letu 2025. Zdaj, skozi to organizacijo teh dogodkov se učimo tudi, na kakšen način pripraviti program in ga prijaviti na razpis Mestne občine Nova Gorica. Recimo Mestna občina Nova Gorica ima razpis za mladinske dejavnosti in posebej še razpis za kulturne dejavnosti. Na oba smo se prijavili. Za mladinske dejavnosti smo se prijavili za dogodke, za te večere za mlade, medtem ko za razpis za kulturne dejavnosti smo se pa prijavili z posebnim programom. Več dogodkov vsak mesec, v glavnem smo jih
izvedli, vendar je pomembno tudi to, da znaš, na kakšen način stroške prikažeš in tudi potem je treba poročati. Tako da tukaj mora biti že ena skupina ljudi, izobražencev, ki vsak nekaj poskrbi. Recimo, danes z nami tudi Marko tole, on je strokovnjak in res krasno stvari poštima, kar se tiče informiranja, kar se tiče spletne strani. To je zelo, zelo pomembno, da si prisoten, da si viden in da je ta segment tudi nekako pokrit. Potem mora biti izvajanje, računi morajo biti pravilno izkazani, plačani, finančni tok mora biti iz računa od zavoda in potem je treba pa tudi pripraviti poročilo. Vse vzame čas, vse vzame energijo in samo skupina zavzetih lahko nekaj takega pelje. In tako da se mi zdi, kljub temu, da bom potem tudi malo kritično na zavod, se mi zdi zelo pomembno, da smo povezani in da sodelujemo. Edino tako lahko res kaj naredimo, sicer sam težko ne moreš kaj takega pač narediti. Tako da je en poskus, je zanimivo in ima potencial, no, tako bom rekel, ta zavod. Tako. Jaz ta zavod pa ni še prav zaživel, tako kot ga sam vidim tudi kot eno krovno organizacijo, ki bo poskrbela v prihodnosti, pa tudi že tu se trudimo, da bojo župnije, ki bojo imele različne dogodke, bomo poskrbeli, da bo preko zavoda 1539 seznanjeno čim širše občinstvo, tako da če boš kot župnija želel povabiti tudi širše, ne boš samo iz župnije, ampak boš želel, da pride še kdo drug, bomo naredili eno tako aplikacijo, kjer bojo tisti, ki bojo želeli biti informirani o takih dogodkih, ne samo iz življenja cerkve, ampak tudi življenja kulturnega in dogajanja oziroma družbenega dogajanja iz te sfere, bom rekel tudi goriški večeri, skavti in tako naprej. No, dobro, skavti so tudi Karitas in tako da vse v bistvu bo ena taka, radi bi naredili eno tako krovno organizacijo, kjer bomo poskrbeli, da bo res nekako bomo mi poskrbeli, da bo čim širši pokrito informiranje, obveščanje. Tako. Zdaj, gospod Bogdan, seveda, on je bil, kot veste, tudi skavt, imel je tudi zelo dobre povezave z slovensko-katoliškimi izobraženci, danes je tudi Klara z nami. Potem na Katoliški inštitut sva šla skupaj v Ljubljano, pa čez mejo je imel zelo lepe kontakte z italijansko, ne samo škofom, ampak tudi drugimi organizacijami. Tako da recimo v Pordenonu je en gospod Sandro Sandrin iz družbe Euroeventi. No, on ima pa tudi stike z Vatikanom, tako da smo načrtovali celo tudi povezave in dogodke, morda, ki bi se udeležil tudi kakšen vidni predstavnik iz Rima. Tako da je tudi to nekako zorelo. In tu smo tudi načrtovali. No, gospod Sandro Sandrin je oktobra 2024 povabil in naredil eno konferenco v Stari Gorici, ali pa samo v Gorici, da ne bom, ja. In na tej konferenci so zgodovinarji spregovorili o naši polpretekli zgodovini. In ta konferenca je bila zelo v redu, bom rekel. Je imela pa kot vedno en in isti problem. Italijanski zgodovinarji so govorili čez naš komunizem in naši zgodovinarji seveda so govorili čez fašizem. In potem je pa ta gospod Sandro Sandrin od naju pričakoval, da bomo tudi mi dva na slovenski strani naredili eno konferenco. In smo rekla, nima smisla, da se to stvar podvaja, da delamo spet neko konferenco, mi moramo drugače zastaviti dogodek. Seveda
seveda nas je motil tudi napis Tito na Sabotinu, vendar smo rekli, zdaj s tem Titotom se ne bomo ukvarjali, ker nima smisla, ker bi še bolj generirali nek odpor med ljudmi. In smo se raje odločili, da bomo naredili eno konferenco o žrtvah komunizma na Goriškem. Da to temo tudi predstavimo širše, da naredimo kot en spravni proces in zares eno trajno razumevanje med obema mestoma. To zdaj, kar smo priča, Evropski prestolnici kulture, dosti sladkih besed, dosti vsega je, sej ne rečem, gotovo je v te bilateralne odnose tudi Slovencev v Italiji zelo dobrodošlo bilo to sodelovanje. Vendar kljub temu jaz mislim, da brez enega globega posega v naše bilateralne probleme, ki jih imamo, je v bistvu lahko vse skupaj zelo plehko. In tudi gospod Bogdan se je strinjal s tem, tako da v bistvu je to, kar se vse dogaja, je vse v redu in prav. Če ne, pa le odpreš ključne stvari, ki nas delijo. Tudi skrajni desnici v Italiji, oni njim je všeč, da piše Tito na Sabotinu. Zakaj? Ker vejo, kadarkoli se kaj odpre, rečejo, se vidi tudi, da imate Tito na Sabotinu. Recimo mi smo v letu 2023, ko smo nastopili oblast v Novi Gorici, je župan Ziberna v Gorici sprejel Deči Mamas. Deči Mamas, to je organizacija, ki je bila sicer blizu fašistom, ne? Vendar je 12. junija 1945, to je 40 dni po zasedbi, partizani so prišli prve dni maja v Gorico, po 40 dneh, 12. maja, je ta Deči Mamas potisnil Italijane ven iz Gorice. V 40 dneh so naši partizani pridelali, bom rekel v navednicah, 950 žrtev. Ne? Tudi tu je neko bilo legitimiteta tega posega Italijanov. Ti povojni poboji so gotovo zelo prispevali pri upravičevanju, da je Deči Mamas potisnil partizane ven iz Gorice. In o tem ne boste slišali nobenega zgodovinarja govoriti. Ne? In tu je problem. Mi delamo razne simpozije, kako je treba muzealije predstavljati na ljudem privlačen način, kako je treba vključevati neko javnost in tako naprej in tako naprej. To je vse nek ovitek, noter pa ni važno, kaj je. Ne? In mi dva sva pa želela vendarle posežiti v neko tematiko, ki je problematična za obe strani in za neko pametno sodelovanje in tudi trajno sodelovanje je vendarle treba spregovoriti tudi o teh stvarih. Nekako to, kar sta delala prej Pahor in Mattarella na neki državni ravni in zaradi tega je tudi Pahor zelo izgubil neka politična točka pri nekih svojih strankah, smo poskušali mi prenesti na nek lokalni nivo. Moram reči, da je bilo izjemno težko za oba, vendar nam je uspelo. Tako da želela pa seveda nismo hotela odpirati te stvari zato, da bi karkoli razdvajala ali pa delala razdor v družbi, ampak iz čisto logičnega oziroma človeškega razloga, prvo, da se pokoplje te ljudi, ki so bili pomorjeni in zmetani v te fojbe, v te jame. To je nedopustno, da hodimo še zdaj po gozdu in niti ne vemo, kje vse to je in na kakšen način je bilo to metano. On je tudi, gospod Bogdan, je tudi večkrat rekel, to je kakor, da bi pri zabojnikih spal, smrdi iz zabojnikov, iz kontejnerskih mest. To je pa duhovno onesnaženje.
To je duhovni smrad iz teh neurejenih grobišč ali morišč in je čisto človeško, da se to naredi. Seveda pa treba narediti tu z nekim tenkočutnim pristopom, se pravi, da je res že željo, da se tu stvari uredijo, da se tudi odpusti krvnikom. To je v tem govoru on zelo lepo predstavil in da se res zavzemamo za pokop, ne pa da bi odpirali kakršnekoli te razne delitve oziroma da bi se brezplodno začeli kakšne prepire. No. Gotovo je pa na nas, da razčistimo zgodovino. Ne moramo samo mi razčistiti zgodovine, morajo tudi Italijani razčistiti zgodovino, tudi Italijani imajo dosti na tem. In ta konferenca čezmejna, se pravi 4 italijanski zgodovinari, ki so govorili o fašizmu in so tudi sami zgodovinari priznali, da je šlo v bistvu za po vzoru vseh teh držav v takratnem času, so poskušale vse države svoje manjšine zelo zatreti. In tudi naša slovenska Primorska v Italiji ni bila izjema in se je pač delalo na tak način, nedopusten način in prav je, da vsak narod razčisti zgodovino pri sebi, potrebno se je pa pogovarjati in te rane razčiščevati, ne pa jih pometati pod preprogo in zadevo ne reševati. Zdaj, težave pri izvedbi sva imela oba, jaz sem imel težave z županom. Problem je, ker smo se pod vabilo podpisala oba, jaz kot podžupan, gospod Vidmar kot vikar. Vsaka inštitucija, midva kot akterja sva imela težave za svojo inštitucijo, kajti ko si predstavnik neke inštitucije, nisi več samo fizična oseba. Če bi se midva podpisala kot fizična oseba, ne bi bilo problem, ker sva bila pa nosilca oba neke inštitucije, jaz kot podžupan Mestne občine Nova Gorica, gospod Bodban pa kot vikar za Evropsko prestolnico kulture. Seveda sva naletela tudi na pomisleke znotraj svojih inštitucij. Tudi znotraj zavoda 1539 ni bilo, bom rekel, navdušenja, da smo v Evropski prestolnici kulture odpirali to temo. Bili so pomisleki, češ da ni ta pravi čas, da vnašamo razdor in tako naprej, to, kar sem že prej. Tako da je bilo tudi za naše ljudi izjemno težko to sprejeti. Tako da je ena tema, ki odpira resnico in pravico tudi za katoliške ljudi, katoliške izobražence, zelo težka. Pač jaz lahko rečem zase, menim, da je to prav, da to odpiramo in da pred tem ne bežimo. To je edina logična pot, če hočemo razrešiti zgodovino, ki nas izjemno deli, Slovence kot take. Seveda potem se je pojavilo tudi vprašanje, kje dobiti denar za vse te aktivnosti, tako za najprej tisto veliko dogodek znotraj Nove Gorice, kakor pa potem tudi za samo konferenco in dobili smo sredstva pri dobrem možu iz Ajdovščine. Verjamem, da veste, kdo je to, tako da ne bom. Zdaj, po tej konferenci čezmejni, no, da smo se pravilno odločili, da je to bila čezmejna konferenca, je potrovalo k temu, da smo vsaj lahko konferenco izvedli. 2. aprila smo izvedli to čezmejno konferenco zgodovinarjev in z policije so me obvestili, da imajo varnostno tveganje. Mi smo pričakovali, da bomo imeli proteste s transparenti, vendar ker je bila ta konferenca čezmejna in so italijanski zgodovinarji govorili o fašizmu in naši o komunizmu, so potem očitno ta iniciativa
ni odločila, da bi prišla in protestirala. Tako da mi smo to konferenco vseeno izvedli, nismo pa vedeli, ali bo na občini ali ne. Imel sem rezervirano še eno drugo dvorano na obrtni zbornici za vsak slučaj, ker tudi župana nisem vedel, ali mi bo dovolil, da izvedemo konferenco v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica ali ne. No, potem po tej konferenci smo nadaljevali s temi napori. Mi smo organizirali prvič mašo pri Zalesniki, to je ena od jam, naprej med vasjo Trnovo in Nemci na Trnovsko-Banški planoti. Mislim, da je bila že enkrat maša po osamosvojitvi takrat, potem pa nič več, tako da mi smo jo ponovno začeli in mislim, da jo bomo tudi ohranili. Načrti so, da bi vendarle enkrat na leto obhajali sveto mašo tudi v spomin na te pobite. Zdaj, vse skupaj potem, jaz sem se udeležil te proslave 28. junij je bila proslava 3 dni po dnevu državnosti. Dan državnosti se spominjamo osamosvojitvene vojne, spominjamo se razglasitve samostojne demokratične Republike Slovenije. Gospod Zajovic je pa prišel na drugo svetovno vojno in govoril o enotnosti, ves čas je govoril o enotnosti, vendar pa je rekel pa, da so zmagovalci in poraženci in izdajalci v drugi svetovni vojni. Ja, pole pač mene je dvignilo na noge in sem rekel, tukaj nimam več kaj iskati. Kako ćeš graditi enotnost na drugi svetovni vojni, to mi ni jasno. Razumem pa, da lahko gradiš enotnost na osamosvojitveni vojni. Tam smo bili pa res 94% za in tukaj ni nobenega problema, ne. Na drugi svetovni vojni pa se res ne da graditi enotnosti in tudi vse pobite imenovati izdajalci in poraženci. Filip Trčelj, Emil Kete, Ivo Bric so mogoče najbolj v naši dolini izpostavljeni in tukaj gotovo niso bili izdajalci. In tu je pač enostavno treba povedati, da ne moreš govoriti o izdajalcih. Tako da nas čaka pač tukaj še veliko dela in se mi zdi, da je prav, da te stvari tudi naslavljamo. Zdaj sem rekel, da bom zdaj sem malo bolj o praksi, zdaj bom pa mogoče malo bolj o teoriji, kako vidim zadevo naprej. Malo sem hotel na primerih prikazati, kje je problem te sprave in zakaj tudi kot kristjani se zelo bojimo odpirati te stvari. Imamo tudi sami pomisleke, da morda bolj škodimo, kakor koristimo, če to odpiramo in o tem govorimo. Nočemo izpasti zdrahari, nočemo izpasti maščevalni, kakorkoli. Vendar, če ne razčiščaš resnice, to je kakor rana, ki jo ne ozdraviš, ampak jo samo prelepiš, vendar spodaj še vedno je okužena in jo treba počistiti in sanirati. In isto je po mojem to. Pač o tem se moramo pogovarjati, sicer nekdo vedno ohranja nek mit o drugi svetovni vojni. In mi pa vemo, da ti miti ne živijo oziroma niso v skladu z resnico, ampak je resnica potvorjena. Zdaj že vemo veliko več, kot smo vedeli ob osamosvojitvi. Barbarinov, knjiga Razkol, Jožeta Možina in tako naprej. Tako da ni več razloga, da te stvari odpiramo in tudi problematiziramo v tem smislu, da vendarle ni vse tako, kakor so nas učili. Prvorazrednost in drugorazrednost oziroma privilegij pokojnin, zaradi vseh tega obdobja ostajamo prvorazredni in drugorazredni državljani. Tudi pravna država kot taka ne more zaživeti, ne more biti učinkovita. Kajti nekateri politiki, nekateri gospodarstveniki, nekaterim se nič ne zgodi, nekateri so pa že za besedo lahko obtoženi. In tu vidiš, da iz lune se vidi, da nekaj ne štima, ne. Tako da enostavno je potrebno biti aktiven
in o teh stvarih se pogovarjati in te stvari predočevati in ne pristajati več na drugorazrednost. Jaz mislim, da s tem se enostavno kot kristijani, kot izobraženci ne moremo več zadovoljiti. Zdaj, tudi mladi, jaz sem vesel, da so letošnji nikodemski večeri v Ljubljani bili posvečeni spravi. Sem bil zelo vesel, da sem videl, da tudi mladi zaznavajo to v družbi, da vidijo to kot problem in da se o tem želijo pogovarjati. Pa veste, sem tudi pogrešal marsikakšnega veljaka, tako da bi prišel pozdraviti in prišel dati jim podporo pri svojih prizadevanjih. Tako da moram reči, da tako v laičnih katoliških krogih, kot tudi v cerkvenih krogih je ogromno enega zadržanosti, bi rekel dvomljivosti oziroma neprepričljivosti pri naslavljanju teh tem. Pač to je, imamo jaz pravim, imamo nek občutek drugorazrednosti, nek občutek manjvrednosti in se bojimo pojasniti oziroma predstaviti naša stališča, katera mislimo, da so pravilna. Zdaj, vzorci obnašanja, morda tudi tu, pri temu, da smo nekako premalo odločni in premalo samozavestni, bi rad predstavil tudi nekaj vzorcev obnašanja, ki se morda prenašajo iz roda v rod. Posebno na Primorskem, kot sem rekel, 100 let, se pravi najprej fašizem, potem socializem, komunizem. In naši starši in stari starši so morali razviti en občutek, en način preživetja. Se pravi, boljše, da nisi povedal, kaj si misliš, boljše, da si dvakrat premislil, preden rečeš, se nisi izpostavljal, si pač, če si hotel preživeti, si mogel to nekako sprakticirati, ne, v življenju. Zdaj temu ni treba več, da je tako, ker zdaj živimo v svobodni družbi, v demokratični družbi, vendar ti vzorci obnašanja še vedno ostajajo v nas. Bom dal en bolj plastičen primer. Ko se dva mlada ženita, ko se hočeta poročiti in pridete na pripravo na zakon, povesta temu mentorju, temu gospodu župniku, ki pripravlja na zakon, povesta, kaj jih je motilo v zakonu pri svojih starših, v svojih družinah. Ne? In naredista nek trden sklep, da ne bosta tega prenašala naprej. Se pravi, ozavestita to, vesta, da to ni bilo pravilno in nekako se pogovorita in rečeta, bova poskušala, da teh vzorcev, slabih vzorcev ne bosta prenašala naprej. In se mi zdi, da pri naši družbeni angažiranosti kristijana v družbi, se mi zdi, da je to bilo zelo pomembno. Se pravi, da mi ozavestimo, da so naši starši in naši stari starši mogli drugače živeti, se prilagoditi, na nas pa je, da naredimo ta korak, da to ozavestimo, zakaj so oni tako delali, da to ne prenašamo naprej. Našim otrokom moramo dati malo več samozavesti in malo več avtonomnosti pri nastopanju. Recimo, zdaj vidim, ko prihajajo tile iz Argentine, ti mladi iz Argentine, oni so vsako leto govorniki v Kočevskem rogu. Oni so zelo nagovarjajo, oni si upajo se izpostaviti, povejo, jih ni strah, se ne bojijo. In se mi zdi, da oni so živeli v nekem, seveda, oni so živeli drugje, niso živeli tukaj in tega strahu v sebi nimajo. Oni so res vzgojeni v nekem demokratičnem duhu in nemajo se bati se izpostaviti. Tako da se mi zdi, da tukaj bomo mogli narediti vsi še malček napora, posebno na Primorskem morda, pa tudi v Sloveniji gotovo. Vendarle Primorska ima 100-letno to tradicijo totalitarizma. V drugih regijah pač je nastopil komunizem, tam fašizma nismo imeli, mi smo imeli pa še en rod več, tako da je še morda pri nas še bolj ukoreninjeno morda to.
Kot sem rekel, že vodoma javno nastopanje je zelo pomembno in tudi izobraženost. Se pravi, da se izobražujemo, da smo izobraženi in da potem tudi znamo zagovarjati svoje stališča. Zdaj, kako narediti ta obrat? Kako narediti, vemo, da vendarle ta desnica ne more priti do ene normalne vlade, vedno je neka mešanca, tudi nekako ne moramo iti čez pol, bi rekel, da bi prišli do desno-sredinske vlade. Zdi se tudi, da je vedno manj kristjanov, zdi se, da je vedno bolj močna laična civilna družba, sploh pa v teh velikih mestih, kakor je Nova Gorica, Ljubljana, pa Kranj in tako naprej, vse ta velika mestna središča. In tudi sami kristjani, če bomo navajeni na to drugorazrednost, pač se nam ne piše dobro. Gospa Katarina Kompa-Nerzar na teh Nikodemovih večerih je dala eno lepo prispodobo. Kristjana ali pa desna sredina kot antilopa in lev kot leva sredina ali pa kontinuirana levica ali pa tranzicijska levica, ki si te sprave ne želi in lovi to antilopo. In lahko jo ujame in jo požre. Če bo pa ta antilopa hitrejša, to pomeni, da bo močnejša, da bo odličnejša, potem pa jo ne bo ujela. Tako da na nas je, da bomo res dovolj dobri in da bomo levo ušli. To pomeni, da se moramo truditi k odličnosti, zato da bomo znali prepričati tudi, bo rekel, lahko volilce, če je to v nekem političnem diskursu ali če pa nekem družbenem diskursu, da znamo predstaviti naše argumente in jih tudi, da jih znamo zagovarjati. Zdaj se prihajam k koncu. Zdaj sem hotel samo še tu nekako predstaviti. Vsi smo se učili o množicah pri matematiki. Na eni strani smo pogumni in ponosni Slovenci v eniki množici, ne? Se pravi, smo ponosni na to, da smo Slovenci, da ohranjamo naš način življenja, da govorimo slovensko in tako. Tukaj se lahko povezujemo tudi z drugačnih ideološke usmerjenosti, se pravi z nekimi na levo sredino, ne? Na drugi strani so pa ljudje, ki imajo izostren občutek za vrednote, se pravi odnos do družine, odnos do ostarelih, bolnih, tudi do nerojenih otrok. Sem hotel s tem slajdom prikazati, da v bistvu kot kristjani smo ta presečna množica, ne. Zdaj pri tem referendumu se je najbolj izkazalo to, da smo se bolj, recimo tudi naši predstavniki, škofovska konferenca, je dala skupno izjavo z muslimani pa pravoslavni in tako naprej. Se pravi, ta je pa ta desna množica, se pravi, pri tem referendumu se je izrazito pokazalo to, da se povezujemo z vrednoto, se pravi vrednoto do življenja, s pogledom do življenja. In tukaj pa recimo tudi v Kanadi, kjer so najbolj naprej z temi odgovornostjo do splava, do evtanazije in tako naprej, se vidi, da se katoličani najbolj povezujejo z muslimani in z pravoslavni v boju proti tej laični državi, ki vse to vnaša v družbeno življenje. Tako da, kaj bo več v prihodnosti težko reči, vendar gotovo ni samo ta navezava na slovenstvo pomembna, ampak je tudi zelo pomembna navezava na vrednote in to nekako je tudi prav, da ozavestimo. Pred kratkim sem kandidiral tudi za predsednika Nove Slovenije, kot tak sem hotel na nekaj opozoriti, da je zelo pomembno, da kot kristjani se ne samo prilagajamo politiki,
ampak jo resnično moramo tudi ustvarjati in tudi v prihodnosti bomo mogli biti zelo aktivni, da bomo lahko imeli vpliv na družbeno življenje. Še 3 Bogdanove želje in eno smo že zrealizirali. Sveto Katarino Aleksandrinsko Sinajsko smo zopet prinesli na Sveto Katarino nad Novo Gorico. Poznate hrib Kekec, tam lahko greste na dobre palačinke. Mi smo pa tik pod karavlo oziroma nekdanjo lovsko kočo oziroma kočo. Zdaj je tam restauracija. Je bila nekoč cerkev, tudi staro nahajališče iz ostanki naselbine iz bronaste dobe in tam je tudi stala cerkvica, še po vojni je bila leta 1959 porušena, popolnoma po nepotrebnem in tako da smo vrnili zopet kraju ime. Tako da poleg Svete Katarine še Šmihel zraven, Škabrelj, Sveti Habriel, tako da sta lahko zavetnika ponovno Nove Gorice. Tudi tu je ena taka lepa gesta, ko prinašamo nekaj cerkvenega zopet v neko laično okolje. Solkanska oljenka, v načrtu imamo tudi solkanska oljenka, je bila najdena iz 6. stoletja, bila je najdena po drugi svetovni vojni pri kopanju ob cerkvi, za cerkvijo v Solkanu, zato imenujemo solkanska oljenka. Gre za oljenko iz 6. stoletja, ki dokazuje, da so bili kristjani prisotni na območju Solkana že v prvih stoletjih. Izjemno smo bili ponosni na njo, skupaj z Bogdanom sva tudi prijavila solkansko oljenko, ta prototip, da bi bil tudi darilo ob Evropski prestolnici kulture, nažalost pač ni bilo sprejeto, župan me je vprašal, da komu jo bo dal, tako da pač nisem uspel prepričati, da je to potrebno, smo pa imeli razne goste, ki je bilo to krasno darilo. Tako da tu bomo naredili eno svetomašo, kjer bomo te oljenke razdelili vsem župnijam, ki so išle iz te prafare solkanske. Tako da tu bomo verjetno v februarju. No, kot zadnje je pa seveda Filip Trčelj, naš mučenec iz Vipavske doline, veliko je delal tudi v Gorici in z veseljem lahko naznavim, da bomo imeli 10. januarja simpozij v Novi Gorici, 7. januarja bo pa sveta maša v Šturjah, pa tudi v Novi Gorici bo najprej sveta maša, potem bomo imeli simpozij in ga bomo tudi ovrednotili. No, jaz s sabo imam tudi te zbornike referatov, hkrati pa gospa Marija Gasar izdaja tudi novo knjigo o Filipu Trčelju in bomo v naslednjem letu gotovo imeli par dogodkov tudi, da osvetlimo tudi ta lik. Žalostno, da leta 2025 gremo s neko Evropsko prestolnico kulture in ne pokopamo svojih mrtvih.